Sloga. Glas, ki povezuje. V Sloveniji že 20 let raste glas, ki povezuje, zagovarja in deluje globalno. Za razvoj, za učenje in humanitarno pomoč. V službi globalne solidarnosti deluje Sloga, platforma za organizacije, ki verjamejo v pravičnejši in bolj povezan svet. Leta 2006 je Slovenija sprejela pomembno odločitev. Razvojne pomoči ni več razumela zgolj kot dobrodelnost, temveč kot skupno odgovornost do globalnih izzivov, kot razvojno sodelovanje. Z zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju je nastal okvir za vse, ki projekte živijo na terenu. Zunanje politični cilji so se povezali s srčnostjo nevladnih organizacij. Odprl se je prostor za načrtovanje, financiranje in izvajanje slovenskih nevladnih projektov. Danes, 20 let pozneje, ta vez ostaja temelj skupnega uspeha. Istega leta je 19 organizacij našlo skupno vizijo. Razvoj namreč nikoli ni delo posameznika. Sloga je zrasla iz sodelovanja in skupaj s članicami soustvarja močnejši, pravičnejši svet. Danes predstavlja neustavljiv glas nevladnih organizacij. Adra Slovenija. Moč skupnosti v rokah posameznika. Društvo Adra Slovenija spreminja življenja tam, kjer je podnebna ranljivost največja. Projekti v Severni Makedoniji, Zambiji in na Madagaskarju v središče postavljajo ženske in mlade, čebelarje, ki postajajo nosilci gospodarskega napredka in graditelji trajnostne prihodnosti. Od vzpostavitve medonosnih čebelarskih parkov in trajnostne infrastrukture do gradnje vodnjakov in uvajanja agroekoloških praks. Adra prinaša pozitivne spremembe. Društvo Bodi svetloba. Povezovanje kultur in znanja. Društvo Bodi svetloba v okviru projektov Erasmus+ uresničuje cilje trajnostnega razvoja. Podpira sodelovanje s staroselskimi skupnostmi. Od izobraževanja na grenlandski inuitski šoli do pomoči pri medicinskih predavanjih za staroselce v Latinski Ameriki. Z informiranjem in povezovanjem ustvarja pogoje za dvig kakovosti življenja staroselskih skupnosti. S projekti Erasmus+, društvo opolnomoča mlade. Od ekoloških zavez in vključevanja oseb s posebnimi potrebami do trajnostnega podjetništva na Karibih ter krepitve kulturnih manjšin, tudi med Rastafarijanci. Društvo Humanitas. Globalno učenje za pravičnejši svet. Društvo Humanitas prek globalnega učenja ozavešča o družbenih in okoljskih izzivih ter spodbuja mlade in učitelje k aktivnemu soustvarjanju pravičnejše prihodnosti. S programom podporništva omogoča izobraževanje otrok ter krepi lokalne skupnosti v Gani in Burkini Faso. Fokus. Podnebna pravičnost v praksi. Okoljska organizacija Fokus je nastala iz potrebe po aktivnem naslavljanju podnebnih sprememb in podnebne pravičnosti v Sloveniji ter širše. Pravičnost udejanja s povezovanjem sistemskih okoljskih rešitev, vključevanjem ranljivih skupin ter krepitvijo skupnosti. Poseben ponos predstavlja postavitev že druge sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo. Projekt je nastal v okviru energetske zadruge Zeleni Hrastnik, katere del je tudi Fokus ob podpori lokalne občine. Forum za enakopraven razvoj FAIR. Vztrajanje ob najbolj ranljivih. V Ugandi FAIR že desetletje stoji ob strani begunskim in lokalnim skupnostim. Zagotavljajo dostop do pitne vode, krepijo prehransko varnost, spodbujajo pravice žensk ter ščitijo žrtve nasilja. Vse z namenom graditi varnejšo prihodnost. V Albaniji so v manj kot desetletju skupaj z mladimi aktivisti krepili zavest o boju proti podnebnim spremembam in neenakosti spolov. Uvedli so sonaravne rešitve za jezero Tirana ter izvajali zagovorništvo za enakost spolov. Mirovni inštitut. Moč žensk in skupnosti. Mirovni inštitut v Ruandi že od leta 2007 krepi moč žensk. Od učenja poklicnih veščin do razvoja blagovne znamke Umutima, ki danes več kot 60 ženskam zagotavlja stalne prihodke. Skupaj z Nyamirambo Women's Centrom skozi odgovorni turizem gradijo prihodnost celotne skupnosti. Slovenska filantropija.
Srčnost prostovoljstva. Vsako leto se slovenska filantropija na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani predstavi s stojnicami in animacijami, ki javnosti približajo srčnost slovenskih prostovoljskih organizacij. S projektom MINT povezuje mlade prostovoljce z mladimi migranti. Skozi mentorstvo in druženje jim pomagajo premagovati jezikovne ovire v okviru razvedrilnih aktivnosti. V času epidemije so s projektom Pomoč povezali prostovoljce z ljudmi v stiski. Združili so mlade in starejše v pare ter osamljenost preoblikovali v upanje. Slovenska Karitas. Takojšen odziv in dolgoročna podpora. V Ruandi Slovenska Karitas spreminja življenja več kot 3000 družinam, zagotavlja dostop do pitne vode, krepi pogoje za preživetje lokalnih skupnosti ter ustvarja varno okolje brez nasilja na podlagi spola. Odziv na vojno v Ukrajini je bil takojšen. Organizacija nudi nujno pomoč s hrano, higieno in kurjavo, obnavlja porušene domove in šole ter skrbi za rehabilitacijo najranljivejših. V letu 2025 je pomoč dosegla več kot 3700 ljudi, ki so v vojni izgubili največ. V Libanonu Slovenska Karitas opolnomoča ženske pred nasiljem, v Gazi pa rešuje življenja z zdravstveno oskrbo in hrano. S strateško nujno pomočjo in varnimi zavetji so postali steber podpore za stotine družin v najtežjih razmerah. Umanotera. Merjenje vpliva in ustvarjanje sprememb. Umanotera že od leta 2007 pomaga meriti ogljični odtis. Leta 2025 je nadgradila kalkulator ogljičnega odtisa, s katerim lahko posamezniki in organizacije ocenijo svoj vpliv na podnebne spremembe. V 30 letih delovanja je izvedla več kot 170 projektov ter pomagala razumeti okoljske izzive in poti do rešitev. Danes svoje delo nadaljuje na lokalni in nacionalni ravni ter se zavzema za sistemske spremembe v smeri pravičnejše, okoljsko vzdržne in demokratične družbe. Zavod Krog. Dostojanstvo v najtežjih razmerah. Zavod Krog v Sudanu, kjer so voda, hrana in varnost vsakodnevni izziv, skupaj z lokalnimi skupnostmi gradi pogoje za dostojno življenje. Več kot 600 ljudi so podprli s pomočjo v hrani, izboljšanjem dostopa do pitne vode in higiene, pomočjo žrtvam nasilja ter z odpornimi kmetijskimi praksami in semeni, ki zagotavljajo prehransko varnost. V Libanonu se borijo za dostojanstvo žensk. Begunkam in revnim domačinkam nudijo varno zavetje, psihosocialno pomoč, pravno podporo ter ozaveščanje o nasilju na podlagi spola za bolj varno in dostojanstveno prihodnost.